Za študenti smo prek študentskih projektov raziskovali, kakšna je zasedenost v kurikulumih družboslovnih fakultet Ljubljanske univerze z okoljskimi temami. Pravzaprav smo ugotovili, da en ali dva ali zgolj samo izbirni predmeti, kjer jih študentje izberejo. Veliko več je diplomskih del, kar pomeni, da morajo študentje za tako diplomo vložiti veliko več truda, ker se morajo šele nabrati nekega osnovnega ekološkega znanja. Problem je bil tudi ta, da v Sloveniji nismo imeli prevajalske produkcije in za družboslovno ekologijo, z družboslovnim vidiki ekologije, ki se je razvijal v 90-ih letih zelo močno in pa v prvi polovici 21. stoletja, se enostavno ni oblikoval niti vokabular, niti mentalne predstave, znotraj katerega je Zahod že začel razmišljati o okoljskih vprašanjih. Mi smo imeli en prevladujoč diskurs in ko smo ugotovili, da je to v Sloveniji velik problem, smo se najprej lotili prevajati to bazično literaturo. Prevedli smo to trajsko knjigo Politika zemlje, okoljski diskurzi z namenom, da bralec dobi nek zemljevid okoljskih diskurzov, da sploh vidi, kako pestra je intelektualna ponudba, politična ponudba in javna ponudba na tem področju. Pri tem prevodu je bilo treba uvajati neke nove pojme, ki jih v slovenščini sploh nismo imeli prevedenih. In tako naprej. Skratka, v to knjigo je bilo kar nekaj vloženega truda tudi na tej kategorijalni ravni. Nadaljevali smo z Zeleno državo, z Ekreslijevo, zdaj pa prevajamo Hajerja ekološko modernizacijo, ki pa sam koncept družbenega razvoja postavlja v ospredje, zato da bi lahko se stopili ali pa da bi imeli sploh možnost razmišljati v Sloveniji, kako se stopiti iz obstoječega koncepta razvoja, ki pa je osnovan na tržni ekonomiji, kjer imajo okoljski akterji ključno vlogo in država se odpoveduje politični moči, ki jo sistemsko ima. Greta je v javnih medijih predstavljena kot oseba, ki jo je treba invalidirati, zato da se zmanjša njeno politično sporočilo. Tukaj je treba povedati, da v barantaški politiki, se pravi vsi tisti akteri, ki pristajajo na barantanje, na barantaški način delanja politike, je to edini mehanizem, kako svojega nasprotnika pravzaprav invalidirati, zmanjšati pomen tistega, ki zastopa. Problem pri Greti, kot ga vidim sam, ni mogoče Greto ustaviti na tak način. Greta se je odločila zaradi notranjih porivov in je rešila notranji konflikt na način upora in demonstriranja tega upora. Ona je svoje telo pognala v boj, v tem smislu je na nek način biser, okoli katerega se zdaj zbirajo tudi drugi mladi, ki so na isti način začutili, da je prišel čas lastne aktivnosti, manifestacije, upiranja obstoječim obljubam, ki ne prenaša nobenih okoljskih učinkov. In Greto v principu ni mogoče ustaviti na tak način, ker je sprožila ta notranja občutja tudi pri drugih mladih. Tudi če jo, tako kot se zdaj v nemških medijih pojavlja v nekaterih bolj desnih, da je treba Greto povoziti z električnim avtomobilom, tudi če se to zgodi, se tega gibanja ne more več ustaviti.